Pozdravljeni, jaz sem Suzana. Danes se na vas obračam kot ustanoviteljica Amnesty Slovenije in pa kot oseba z izkušnjo diskriminacije in rasizma v Sloveniji, kjer sem rojena in kjer sem odraščala. Danes ni dovolj preprosto reči nisem rasist. V času, ko se normalizirata sovražni govor in nestrpnost, je nujno, da postanemo aktivno antirasistični. Govoriti o izkušnjah rasizma ni lahko. S pričevanjem se ponovno izpostavimo, si zadanemo novo bolečino. Veliko preprosteje je zamahniti z roko in reči, da nas rasistične opazke ali rasno označevanje ne motijo. Ampak to storimo zato, da skrijemo svojo rano in pa zato, ker želimo stvari olajšati za osebo, ki je opazko izrekla, še posebej, če verjamemo ali upamo, da s tem dejansko ni imela namena povzročiti nobene škode. A škoda je povzročena. Ena najbolj bolečih posledic rasistične opazke je, da v človeku vzbudi občutek sramu. Sram nas je, da smo drugačni. Sram nas je, da so drugi to drugačnost opazili in jo izpostavili. Sram nas je, da ne vemo, ali nas imajo zaradi te drugačnosti za manj vredne, ampak sumimo, da je temu tako. Sram nas je, da se ne ubranimo, ampak da nas namesto tega skrbi, kako se bo počutila oseba, ki nas je prizadela. Ta občutek sramu je morda najmočnejši v mladih letih, ko si otroci in mladostniki predvsem želijo občutka pripadnosti in sprejetosti. Omalovaževanje rasizma in diskriminacije z imenovanjem leteh običajna vrstniška dinamika ali pa saj ni bilo tako mišljeno, samo poglobi rano. Vsak, ki je bil deležen rasizma, točno začuti, kdaj je neko vedenje rasistično. Vsaka zgodba, vsaka izkušnja je drugačna. Nekatere so skrite in rane ponotranjene, druge so javni, očitni primeri sovraštva in nasilja. A vsem je skupno to, da ponižajo in razvrednotijo sočloveka. Čas je, da vsi tisti, ki se ne strinjamo z rasizmom in deljenjem ljudi na manj ali več vredne, jasno in glasno izrečemo dovolj je in skupno nastopimo proti rasizmu v naši družbi. Pridružite se nam.